Dr. Mitja Slavinec se je rodil 30. maja 1964 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in leta 1999 doktoriral z doktorsko disertacijo na temo površinsko inducirani defekti v smektičnih A tekočih kristalih. Zaposlil se je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, sedanji Fakulteti za naravoslovje in matematiko, kjer je leta 2015 bil izvoljen za dekana. Dodatno se je izobraževal v Evropi in ZDA. Raziskovalno deluje predvsem na področju tekočih kristalov in aplikativne fizike. Bil je pobudnik za ustanovitev in prvi v.d. direktorja raziskovalno-izobraževalnega središča RIS Dvorec Rakičan. Med letoma 2004 in 2008 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Dr. Mitja Slavinec je vseskozi tudi družbeno angažiran. Ob vodenju Pomurske akademije PAZU je med drugim tudi predsednik in predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije, Potapljaškega društva Murska Sobota in Astronomskega društva Kmica, na nacionalni ravni pa vodi Slovensko potapljaško zvezo in Društvo poslancev 90. Pomurski akademik dr. Mitja Slavinec združuje člane v Pomurski akademiji že dolga leta, skoraj bo 20 let od ustanovitve, in kot odličen povezovalec želi povezovati seveda ne samo člane akademije z okoljem, iz katerega izhajajo, ampak tudi recimo svoje študente in pa dijake preko Zveze organizacij za tehnično kulturo, z domačim okoljem, z domačimi podjetji, z tistimi, ki znajo to znanje, ki ga mladina prinaša, tudi koristno uporabiti. Mičoja seveda ne rabimo predstavljati bolj podrobno, njegovo povezovanje seveda v okviru Pomurske akademije sega na interdisciplinarna področja, torej želi povezati člane med seboj, da bi boljše sodelovali in pa sodelovali tudi z okoljem, z podjetji in pa drugimi negospodarskimi institucijami v Pomurju. Iz tega sledi tudi njegovo raziskovalno delo, ki je pretežno usmerjeno v aplikativno področje, no in danes si bomo pogledali predavanje, ki iz tega interdisciplinarnega sodelovanja tudi izhaja. Gre za tako imenovani pametni tekstil, se pravi za tekstilne izdelke, ki vsebujejo tudi nekaj elektronike, in v konkretnem primeru gre za nogavice, ki se lahko grejejo s pomočjo akumulatorja, in te so recimo pomembne v zimskih razmerah, v razmerah, v katerih vlada nizka temperatura, in kako se lotevamo tovrstnih raziskav in kako recimo lahko ugotovimo, katere so tiste lastnosti, ki v danem primeru najbolje ustrezajo, si bomo pogledali v današnjem predavanju. Panoga pametnega tekstilstva dobiva pomembno vlogo pri razvoju varovalno-zaščitne opreme, kjer je izvedba ustreznega testiranja pametnih izdelkov ključna za zagotavljanje standardov in kakovosti. Osredotočimo se na delovanje pametnega tekstilnega izdelka za ogrevanje stopal. Nogavice s funkcijo ogrevanja, ki jo uporabljamo v ekstremno hladnih razmerah, kjer so podhladitvi podvrženi predvsem prsti na rokah in nogah. Predstavljeni bodo rezultati meritev delovanja nogavice s funkcijo ogrevanja na 4 testnih osebah, ki so bile podvržene temperaturi -20 stopinj Celzija za obdobje 60 minut. Testirana sta bila 2 oblačilna sistema, in sicer sistem podnogavica, nogavica z ogrevanjem in snežka, ter sistem podnogavica, nogavica z ogrevanjem in pancer. Med meritvijo so bili merjeni temperatura okolice, temperatura stopal in poraba elektrike oziroma napolnjenost baterije. Iz analize rezultatov so določeni ključni parametri za optimalno delovanje nogavice z ogrevanjem in podani predlogi za nadgradnjo. Sodobne baterije že lahko zagotovijo dodatno ogrevanje nogavic ali rokavic pri dovolj majhni masi, da ne ovirajo dela ali rekreacije.
Aktivno ogrevanje je zgolj dodatek, glavnino toplotne izolacije še zmeraj zagotavlja osnovna obutev. Na spreminjanje temperature telesa poleg nadzorovanih zunanjih pogojev vplivajo tudi drugi fiziološki dejavniki, kot so spol, masa in zdravje posameznika. Raziskava, katero sem se odločil letos pokazati, je delno vezana tudi na osebno izkušnjo in prakso. Lani smo bili na smučanju, -20 je bilo, Anju je bilo mrzlo v nogi, in te smo pravili, treba je napraviti nekšno segrevanje. Pa smo se z Danijelo, torej z pomursko akademkinjo, doktorico Danijelo Zavec-Pavlinič pogočavala, ona je naša ministrica za obleke in je pravila, ja, to že gre. Pa te smo res ona je imela, vzeli ene te nogavice, štrumfle, navadne, kere pa imajo baterije, s katerimi se grevljajo, bom dal okoli tele, ko malo probali, žičke električne noter v nogavice. Torej, štrumfle, noter imajo grelce, pa baterija. Baterija mala, komod si lejko privoščimo vekšo za nasmučanje. Če si pol litra pelamo brez nevole kakšnega vode, čaja self v, kaj že jaknete, bi si lejko tudi malo vekšo baterijo privoščili. Pa zato smo pa te pravili, vredite, pa dajmo malo sprobati to, kako to hasne. In seveda, raziskava je bila na šoli v predmete uporabne fizike. Študente smo vključili, tudi navedene, koordinirala jih je pa naša bodoča članica, zdaj asistentka še Eva Klemenčič. In to raziskavo, že palek v bistvu ene fele nadaljevanje tistega, ko sem lani gučil, si da rad pokažem, zato ker na tej način tudi vidimo, kako pazu naslejko različne poveže, tudi na takšnoj raziskave, tekstil, fiziko, mogoče žmetno bi što mislil, ko se lejko kaj najde. In pa seveda, ko vidimo, ko se brigamo tudi za tiste mlade, ker iščemo to raziskovanje, raziskave, inovativnost, že v najmanjših, torej teh ranih študijskih letih vključiti, pa predvsem tudi k njim privzgojiti. Zdaj, ta stvar je seveda več širša, kot sama nogavica za smučanje. Predvsem jo uporabljajo tudi krokavice, recimo, to, kako smo tudi že spoznali, delavci, tam, ker dugom ven delajo. Ne morejo se ogniti -20, če morajo delati na tereni. V vesolju, če gli smo bliže Suncu, je bolj mrzlo, kot na Zemlji, tudi ki jih treba recimo zaščititi. In ena velika stvar teh zaščitnih oblek v vesolju je, da se tam bolj ali manj napita, kako to košta. Je penis za takšen razvoj dosti več. Športniki, seveda, tudi se sicer pita, koliko košta, ampak je pa fejst važno, ko se dosežejo čim boljši pogoji. In pa eno veliko področje je medicina, bolniki. Recimo, tipična stvar, ki je vezana s takšnim gretjem, paraplegik po zimi ven, ne čujte, če ga je v nogi mrzlo ali ne. In to je fejst enostavna rešitev, ko se njim dene takšna nogavica gor, ker se segrevlja, termometer treba je samo imeti, ko se zmeri, ali je njegova noga že podhlajena, ko se te šalta, pa se segreje in njega seveda tudi opozori, ko naj ide bolj na toplo. Meritve smo delali pač z klasično opremo, uporabili infrardečo kamero, -20 smo simulirali, torej dokaj mrzlo vreme na ton, ne samo smučanje, kakšenkoli izpostavljeno vremenskim razmeram, pa 1 uro smo merili. 4 študente smo
ponicali za to. Kot vidite, jih je bilo mrzlo, ne? Smo se fejst oblekli in merili smo pa 2 nogavici. Isti študent je imel na eni nogi torej smučarski čevelj, torej pancere, na drugi nogi pa snežke, ne? Ker po smučanju si pa snežke obiješ, pa ko vidimo, kako to tam hasne, ne? In torej ozadje raziskave je bilo, ko vidimo, ali je to koristna stvar, ali je lejko koristna stvar z kakšnimi izboljšavami, ali pa da trebalo mogoče premišljavati čisto kakšno tretjo pot, ne? Kar relativno tudi, je to lejko dostopno in da je gratalo toliko bolje dostopno, čim bolje, da je seveda tudi uporabno. Te se hitro kupci najdejo, pa industrija tudi najde svojo tržno nišo. Merili smo, tudi pri nas bi mogli dolgo čakati -20, ne, pa točno te merite, pa še tudi ne moreš kontrolirati. Merili smo v hladilnici ene gostilne, ker nam je včeraj Bograd skijala, in smo tam pač v toj hladilnici napravili simulirani plac, dober je bil, hvala, simulirani plac. To sem nejzavolil gostilne pravliki, zato ko navajamo, in to resno pri vseh predavanjih rad povem, študente tudi na improvizacijo. Kada do prišli nekam v delovno okolje, da oni sicer znali, ko treba zmeriti tak pa tak pa tak, pa ko ta stvar obstoji, samo da do tam šefi pravili, ko to košta 100 evrov, ne, da je mi pravil, ne, naj se znajde noče. In tu smo se zdaj res fajn znašli. No in meritve smo delali tako, ko smo njim na nogi, na tiste najbolj izpostavljena mesta, zakalili gor temperaturne senzore. To smo sproti merili, te smo pa seveda še poslikali z kamero, kako sem jo prej pokazal, ne. Tu na prste, ki nas je najbolj mrzlo, zato ker so najbolj daleč, pa dostakrat pancerji tu iztisnjeni, pa mogoče prekrvavitev na to še vpliva. Zato smo pa merili pancere pa snežke, snežke pa ne stiskavle, ne. In te smo to, da so po konci meritve, ne, pa tudi vmes na določeni čas, so pa na brzino zuli dol, smo poslikali, ne, te pa palik meritev nadaljevali, ne. In to so, vidite, tu je skala 33 stopinje, je ta bejla, ne, mrzlo je pa 17 stopinj, podobno eti, ne. To je bilo pred meritvijo, ne, po meritvijo, ne, to so pa, vidite, tu je bilo na teh mestah vroče, kjer so bili te grelce, ne, zato sem dal okoli, ko ste lejko malo pogledali, kje so grelce, ne, pa tudi eti gorek, no vidite tu, naprej po prstaj, pa je ne bilo tako vroče, kako bi si želeli. In gli tu se je izkazalo, ko je meritev pokazala, ko je nej nogavica upravljala pričakovanega dela, ne. No, to pa imamo meritve z ovimi senzorami, ko sem prej pokazal, ko smo jih gor zakalili in vidimo, kako se temperatura zmanjšuje. Na podplati pač malo pomenje, na palci vidite, na prstaj se je hitro zmanjšala na 10 stopinj. Vidite, ta meritev je malo več kot 1 uro, smo te še poistili duže. Ne 14, ko smo pogledali tudi, kaj se dogaja. In tu, ne, gorek, na spodnjem palci, kjer je tisti grelec bolj bil učinkoviti, pa vidite, to pa je koristno, višno, ne. No in podobna stvar še na snežkaj, ne. Vidite, tu pa so te temperature bile bistveno bolj vkuper in primerljivo, ne, do 10 stopinj se je tu ohladilo, pa do 10 stopinj se je tu. V obeh primerih se je koža ohladila, to je v bistvu bila temperatura tam malo nad kožo. In zdaj vidimo,
recimo nad nogavico smo tudi merili, še to povdarjam, pod pa nad. Vidimo, da je eden izmed rezultatov višno te, da električna nogavica pomaga, je pa še prilika za zboljšanje. In nas je pa zanimalo, ker če ste videli tam, da sem pokazal, je to mala baterija. Kako dolgo pa to drži? Ker če to drži par minut, nam to nikaj ne hasne. Če pa drži za dosta dolgo, kaj je to za dosta dolgo, bar tak od čaja do čaja na smučišče, pa te menjaš baterijo, te pa je to leko uporabno. In smo šli meriti tudi kapaciteto baterije. To so rezultate. Smo se povezali tudi z Elektrofaxom in vidimo, kako je v skladu s pričakovanji, ko je to resno mali akumulator, mala baterija bila, ko je to zdržalo pri teh minus 17 stopinjah, kako smo v tistem trenutku na bateriji izmerili, in se je pa zmanjšala za 30%. Drugim besedami, fizika velja, zato ker vsi znamo, da že recimo avtojski akumulatorji v zimi slabše delajo kot poleti, in to je seveda tudi v skladu z zakoni fizike, da vsi akumulatorji, če so podhlajeni, in učinkovitost kapaciteta spadne. In to je dodatni razlog, ker ga smo pričakovali in smo ga seveda tudi premerili. Vidite, to je čas, kako smo merili, na začetku pa po 3 vraj, 3 vre smo torej to predpostavili, kako bi naj držalo. No in če samo na kratko povzemem, rezultat je te, ka se baterija po relativno kratkom času, po 3 minutah se je preklopila iz najbolj segrevanja na menjšo, ker so tu različne stopnje segrevanja. Torej, treba je večjo baterijo. Višno treba je večjo baterijo, zato ker samo 3 minute je pa resno premalo, ko bi segrevali z puno močjo. Se to je podobno, kot pri avtojskih segrevanjih zicov. Na začetku deneš na puno, te pomali vroče grata, pa deneš na menje. Ali zdaj, če pa je ven minus 20 ali pa še več, da ti ta nogavica naj bi bolje hasnila, te bi ti pa pasalo malo duže, kot po 3 minutah že, kad te več ne segrevle. No in ugotovili smo, torej, če zdaj zaključim, ka te nogavice na podplatu dobro segrevljajo, če se spomnite tistih rdečih slik, kad so bili napeti, tam segrevljajo super. Na prsta pa treba še dodatne grelce. Treba jih še nekako vkomponirati. Vsega je znam, zakaj jih tam nega, zato ker tam je malo mesta, kako sem že na začetku pravil, so prste stisnjeni na noter v špice smučarskih čevljev. In dosti bolje prav pride, mislim, so boljše v smučarskem čevlju, kot pa v zimskem čevlju. Se videli v panceraj, vidite tu, so vse 3 krivulje kapale v snežki doj, tu pa samo ena fejst. In pa, ko je najnižja izmerjena temperatura na spodnji strani palca, najvišja pa na podplati, torej na spodnji strani palca, zaključek je, treba je to nogavico še izboljšati. In tako, kot sem pravil, baterija je primerna, ne je zadosta dobra, treba je vzeti večjo baterijo. Glede baterije vidite, da nega nikšega problema, z lahkoto si v žep na smučanje deneš tudi 10-krat žmetnejšo baterijo, in tudi učinkovitost baterij je zdaj že začela fejs raste. Tisto, kar pa je, zdaj naša naslednja naloga, ko bomo pa probali razvijati, pa je dodatni grelec na tistih mestih, kjer se je skazalo, ko bi lejko prav prišel. Tudi na področju oblačil se uveljavljajo nove tehnologije, ki z elektronsko krmiljenim aktivnim ogrevanjem zagotavljajo zadostno toplotno udobje.
Za potrebe zaščitnih oblačil ali oblačil za posebne okoliščine, kot so na primer dolgotrajne operacije, razvijajo oblačila, katerih učinek temelji na faznih prehodih in latentni toploti, podobno kot na primer pri pametnih fasadah. Za preprečevanje pregretja in možnega samovžiga tekstilnih izdelkov z ogrevanjem medtem razvijajo senzorične preje, ki imajo sposobnost merjenja temperature in vlage. Na podobnih področjih raziskujejo ob dr. Mitju Slavincu še naslednji člani Pomurske akademsko-znanstvene unije: dr. Milan Svetec, dr. Danijela Zavec-Pavlinič, dr. Renato Lukač in dr. Simon Ulen.